Tako je, in spet naj jo bo kaj lepega in koristnega naučil. Upam, se ne zmeraj, ne? Skos. Pa tak pozitiven človek je. In to mi je ful všeč. Tako je. Ker vidno prinese en tak nasmeh v naš studio. Veš, kaj prinese? Razsvetljenje. Pater Bogdan je že točen ko ura. Lepo zdravje, izvolite. Kar naprej, pozdravljeni. Bogdan, pozdravljeni. Živja, živja. Kar izvolite. Kar izvolite, kar na sredino. Ja. Ovirajo prometi. Ovirajo prometi. In kaj imate to zdaj, klele bolj? Pater Bogdan, kako ste? V bistvu, hvala lepa. V redu. Ja, moramo se držati, ne? Se ne date, ne? Ja. Vreme pa to odgovarja? Ja, kar v redu. Tole, da je bolj toplo, kar bolj meni ustreza, tako da. Ste bolj tak poletni tip. Da zaključimo zimo, pa gremo na sončne in pozitivne dni. Tako. Dobro. Enkrat smo se zmenili, da bomo kuhali skupaj, ne? Kako smo rekli? Da bomo sami jedli. Da bomo jedli? Sami jedli. A skuhati mora drugi. Pater Bogdan, res sem mislil, da bi enkrat mi v kuhno šli pa kaj skuhali, ne? Sicer zdaj pri Božji zapovedi. Ja, no, bi se tudi pripravljali, ampak takrat ne bi snimali, ker bi se preveč, da ne bi videli, kako sem naroden, kako sem štorast, kako... Se bi mi dva pomagala. Če čebulo bi lupil to malo že, da nisem malo, ne, solato, že ne vem, če bi. Ne, sem bi pa potem rad kaj pojedel, da je, ampak dobro, če bomo skupaj... Bi tudi skupaj skuhali. Bom poskusil dati kakšen delaš, ampak no, morda da bom mizo pogrnil pa to, no? Bomo se še to dogovorili, ne? Ampak danes pa bomo se raje posvetili že 4. Božji zapovedi. Do 4. smo prišli, a ne? Ja, no, vse nam kar gre, ne? Sej ne smemo preveč hiteti, ne? Sej ne smemo hiteti. Ne, seveda da ne. Ker so zelo pomembne... Da si jih zapomnimo bolj natančno, ne? Počasi se daleč pride, pravijo, ne? Ja, bi se strinjal s tem, ne? Da bomo videli, kako bomo pa na koncu odnesli, pa ne vem, kakšno preverjanje to bo. To stalno imamo nekje... Preverjanje znanja. Ja, stalno nekje zadej neka grožnja, ne? Kakšno preverjanje znanja bo to zdaj, ne? A bomo to, kako bomo zdaj to? A bomo zmogli? Ja, predvsem pa smo res kaj odnesli za življenje, ne? Ne da sem rekel, da nekaj smo se zapovedi naštejemo, ampak potem pa ne točno vedel, zdaj kaj bi zdaj klele bilo, ne, tega pa ne želimo, ne. Tako je. Za življenje moramo nekaj odnesti, ne. Res je, in kaj nam za življenje govori 4. Božja zapoved? Ja, tukaj sta pa to pa že vajno povzročen, zdaj, ne. Aha. To pa kar za izkušnje iz domače družine malo. Spoštuj mamo in očeta. Ja, tako. Ja, to je pri meni zrihtano vse. Jaz sem se to naučil, hvala Bogu, in jaz s tem nimam nobenih problemov. Zelo fajn. Ampak tukaj smo na tem, da to starši nekako, ne, so tisti, ki morajo prenesti na svoje potomce, ali ni temu tako? Ja, no, gledaj, to je itak logično, ne? Mislim, vzamemo to kot nekaj, kar je samo po sebi umevno, ampak vseeno gre za, je treba ena pravila tukaj doreči, da se ve, kako in kaj. Ne, saj jaz imam tako občutek, da zdaj vedno manj, ko vidim to mladino, ne, to je bilo včasih čist drugače, ne. Ja, vprašanje, kaj bi rekel, kaj je danes samoumevno, ne? Če vidimo še, recimo... Mogoče sem že prestara, pa mislim, da je samo po sebi umevno. Moj oče je še svojo mamo... Vikal. Ja, ne, oziroma celo tudi unika so starši, ne? Mama so rekli, ne, in tako naprej, ne. Potem recimo, da smo mi, da je naša generacija še kolikor toliko, ne, bi rekel, mehani izven tega današnjega modernega vpliva in da upam, da smo se naučili teh osnovnih stvari. Danes pa včasih že res težko gledamo. Ne, se mi je tudi problem doskrat staršev, ker vedno tiste svoje otročke nekaj zagovarjajo, a ne, naš pa ni bil nikoli kriv, naš pa to ne in tako naprej, a ne. Dejansko včasih, če smo bili preveč jezikavi, je bilo tudi treba, da smo dobili kakšno pustik, a ne. Ali pa, če smo kaj drugega, ne, tudi kakšno ritmo poriti. To nekako... Vse spada k temu, ne? Ja, dejansko spada zraven, a ne. Mislim, da je ta permisivnost danes, ki je, ker vse skupaj, ne, vse dovoljeno, vse to, vse gor, dol, levo, desno, da nas tole ne bo rešila, ne, ker vidimo, pravzaprav rezultati so staršev izmeri manj doma in potem morajo na vse načine kompenzirati to, da jih ni in kupovati njihovo pozornost, ampak otroci pa potrebujejo njih, a ne. In mislim, da vsi psihologi zdaj zelo jasno pravijo, da otrok mora vedeti, kje so meje, a ne. Ker se pravzaprav počuti tudi varnega
Da ve, kje so tiste meje, da ve, do kam sme, da ve pravzaprav kaj je. Jasno, stalno pa nekaj provocira, se smo bili, se smo sami vedeli, se še zdaj stalno verjetno življenje. Ves čas, preizkušamo, do kam lahko gremo, verjetno, in tako naprej. In pubertetniki, otroci, družini pa toliko bolj, starši so na tisti prvi na tapeti in na njih je nekako, da seveda včasih težko ob vsem delu, ob vsej izmozganosti, utrujenosti, težko ohranijo mirno kri, pa verjetno ne ponorijo, ampak tako naprej. Ampak pravi, da je treba prav mirno kri ohraniti, jasno povedati, tako naprej, in da takrat otroci pravzaprav še začutijo se in malo stopijo v stran. Ker s tem, če nekaj naredijo narobe, pa starši jih popadajo v tem smislu, da se začnejo razburjati, še kakšna morda pade, v tem smislu, da potem tudi otroci dobijo s tem odvezo. Tako pravi zdaj, ampak verjetno je kar nekaj resnice tudi na tem. Ampak družina je že od nekdaj ta temeljna celica družbe, ampak glih prej ste omenjali to, kako starši nimajo več toliko časa za otroke. A je tukaj tudi ta problem, da pač ta temeljna celica nekako zgublja to svojo trdnost, če temu tako rečemo, ne? Jaz se bojim, da je res tako. Se zdi pravzaprav vidno. Družina kot osnovna celica ni zaščitena. Zdaj je, bi rekel, nekdo, ki živi na koruzi, nekdo, ki živi samo mama z otroci posebej. Vse to je bolj, bi rekel, tudi finančno in vse koziri bolj privilegirano kot pa neka družina urejena. Bomo neka normalna družina, ki ne bi bili oče, mati in še kakšen otrok. In to je gotovo. Bog je verjetno že vedel to, kako je ustvaril, in vidimo nekako, da je to le verjetno najbolj normalno nekako, in jaz mislim, da moramo k temu stremiti, da bi bile družine čim bolj, kaj bi rekel, običajne, oziroma tako kot je narava, bi rekel, naredila in nas ustvarila in spada, spada neka materinska tista, bi rekel, kaj s tem, toplina, pa tudi bi mogla biti očetova beseda včasih, da reče, zdaj pa stop in tako naprej, sicer so zdaj te vloge ratale že zelo pomešane, verjetno tudi to, da ta huda emancipacija žensk, feminizem, mislim, v tem smislu ni dosti prinesel koristi, v tem smislu, ker zdaj prevzemajo vlogo, druge vloge, saj vendar že mati, že tudi da mati rodi otroka, da ga nosi pod srcem 9 mesecev, da toliko za njega skrbi, jaz mislim, da to je tako, ker mi moški, niti v sanjah ne vemo, kaj to omeni, kaj bi to lahko bilo, imamo predvsem manj zasluga, tako da je že ženska materinska vloga sama po sebi že tako, bi rekel, velika, pomembna, da ni treba zdaj, da je še kaj drugega. Biti mati, jaz mislim, da je to največ, kar ženska lahko pravzaprav doseže. In ravno zdaj, ko je prišlo do vseh teh Če smo že pri vlogah, kaj pa vloga starša, pa vloga otroka, se tudi tukaj vloge kaj že, da ni več, ne da ni meje, ampak da včasih otroci tudi previsoko hočejo posežiti ali pa starši ne znajo te meje določiti. Jaz mislim, da zdaj v Italiji recimo se hecajo, da je zdaj družina, mislim, da mož pa žena pa pes recimo, ali se delajo norca recimo, da je pri 30 letih še sinčki doma pri mamici in tako naprej. Jaz mislim, da je vloga staršev ravno to, da pripravi otroka za neko samostojno življenje in ko je čas, da mu mora tudi majčkeno pomagati, da splava, da vzleti, ali kot rečejo, da prereže popkovino in gre svojo pot. Ker pravzaprav imajo otroci pravico do enega svojega življenja in tudi starši, tudi starši ne nazadnje. Pa če se mogoče na tem mestu še enkrat dotaknemo tega zmaterializiranega sveta, ki ga imamo danes, mogoče tudi zaradi tega manj spoštovanja do staršev, bolj spoštujemo, bolj dajemo pomen preveč tem materialnim stvarem, kot pa tem medčloveškim odnosom. Se tudi tukaj potem kaže zmanjšano spoštovanje do staršev. Veste, materializem je tisti, ki je, bi rekel, ki vsi nekako ratamo dojemljivi za to. Zdaj, če je samo pomemben denar in da z denarjem lahko vse ali skoraj vse kupiš, potem to postane nekako del vsakega. Nekoga se to zelo prime, nekateri, hvala Bogu, sicer malo manj, ampak nemogoče je, da bi to ostalo, bi rekel, nekaznovano v tem smislu naših medčloveških odnosov, da smo zato vse prikrajšani. In včasih je res grozo gledati, ko kakšni otroci komaj čakajo, kdaj bodo njihovi starši odšli, da bodo lahko potem tudi kakšno stanovanje in podobne stvari spravili v posest in začeli mirno dihati. Čeprav so ti verjetno njihovi starši pravzaprav vse svoje življenje dali za njih. Jaz te zmeraj z enim velikim veseljem gledam, ali pa res z spoštovanjem, bi rekel vedno bolj na svoje starše, ker vidim, da pravzaprav se niso nikoli
nikoli pravzaprav nič prvočil zase in še zdaj, ne, 3 fanti smo in vse bi dali in pravzaprav jim nič ni težko narediti, če zdaj in tako naprej. Ne, mislim, to je res, jaz mislim, da je to že skoraj mečkrat morda včasih malo pretirano, ampak še zmeraj bistveno boljš to, kot pa kaj drugega. Ne, in mislim, da otroci, da je dolžnost, da potem ti starše spoštujemo. Da dajo to tudi nazaj, ne? Seveda, da jim to ljubezen vračamo, pozornost, dokler so še živi zdaj, bi rekel, tudi čim bolj in seveda potem tudi na njihovo starost, ali to, da nekako ne morejo psihično, fizično, da jih ravno tako in stojimo v stani in jim damo nego, kakšno je to mogoče. Ne? Pa imate občutek, Pater Bogdan, da bi tudi mogli v šolah kaj več o teh stvarih govoriti? Jaz mislim, da ali pa ne vem, mogoče verjetno tudi vi pri vašem poučevanju otrok, verjetno jim kaj v tej smeri tudi svetujete in rečete glede spoštovanja svojih staršev. Točno, gledajte, Šiška, mislim, da ima, ne vem, pravijo med 15 in 20 tisoč prebivalci in računajte, koliko otrok je tukaj in Hveruko jih hodi kako 250. Se pravi, verjamete, da je to zelo malo, lahko mi posredujemo. Jasno pa, verjamete, da je to spoštovanje staršev ena izmed temnih stvari, zapoved jasno tudi obravnavam in o tem govorimo. Jaz sem vedno, Mark, vašega mnenja, iz vrtca naprej bi jih mogli otroke vzgajati. Ne? Od tega, da rečem, da spoštujejo državo, ne, svojo narodnost, jasno pa tudi vse druge, ne, ampak da se zavedajo, kdo je kdo in potem naprej od tega, da se naučijo reči hvala, prosim, ne, osnovnega spoštovanja starejših, ne, ki so že nekaj vendar naredili, dosegali. Občutek imam, da je vedno manj tega, da včasih to bilo veliko, ne, ker zdaj si že težko najdemo čas, ne vem, že ko vikend pride recimo, ne, ja. Vsi smo že recimo ene parkrat govorili o teh stvareh, tudi pri kakšni drugi temi, ampak ni več tega, ne, družina na kupu, zelo malo je tega, ne. In iz tega tudi izhaja pol to nespoštovanje do svojih staršev. Jaz vem, da še recimo dan danes, ali je to sobota ali je to nedelja, ne glede na svoje obveznosti, si vedno najdem čas, recimo 45 minut ali pa 1 uro, da pridem domov in da skupaj pojemo, recimo imam še brata, da skupaj pojemo pač kosilo, ne. Jaz sem ponosen, tudi na svoje starše, da so me, hvala Bogu, tako vzgojili. Mogoče se zdaj mama doma smeje, pa si reče, doskrat ga čakam, ne. Res je, doskrat me čaka, glede zaradi svojih obveznosti, ki jih imam, se ne najdemo. Med tednom se bi zlagal, ne, da bi rekel, smo vedno na kupu, nismo na kupu, ampak če se pa le da, se pa damo na kup. In jaz mislim, da bi to moralo biti neka šola, no, za naprej. Mark, jaz mislim, da nekatere stvari morajo biti svetinja. In to bi moglo biti recimo nedeljsko kosilo, recimo vse nekaj skupaj in tega naprej. Zato se že zadnjič smo rekli, vaša vloga tukaj je zelo, zelo pomembna. In vi bi mogli prav dejansko in namensko in cilj imeti, da ljudi vzgajamo. Ja. Lep zaključek, Pater Bogdan, za današnji pogovor. Še bi lahko razpredali o teh stvareh, se še bomo. Jaz upam, da še bomo, res je šele 1. marec. No, tako, kaj se nas še čaka? Gremo. Hvala lepa za danes. Pozdravljeni, lep pozdrav. Lep pozdrav. Veselilo, kar zvolite. Hvala lepa. Svidenje.